Lepo pozdravljeni, spoštovane novinarke, spoštovani novinarji, sem zelo vesela, da ste se odzvali našemu povabilu. Še bolj se pa zahvaljujem obema podpredsednicama Državnega zbora, gospe Meiri Hot in pa gospe Nataši Sukič, ki stojita tukaj z mano. Namreč zadeva, ki jo bomo sporočili, menim, da je izjemnega pomena in zato je prav, da je pravzaprav tukaj skoraj celoten vrh Državnega zbora in da opozorimo na stvari, ki se nam zdijo nesprejemljive. Skoraj pred točno enim letom so poslanke in poslanci opozicije proti meni kot predsednici Državnega zbora vložili kazensko ovadbo. Gre za kazensko ovadbo za resna kazniva dejanja, za takšna kazniva dejanja, za katera je zagrožena kazen zapora. Kot pravnica in kot nekdanja sodnica resno jemljem pravo, resno jemljem pravne instrumente, še posebej pa pravne instrumente, ki se nanašajo na represivni del prava, torej kazensko pravne instrumente. Pred poletjem sem vložila uradno poizvedbo pri pristojnih organih glede tega, kaj se je s to ovadbo zgodilo, ker namreč o njej potem, ko je bila z velikim pompom objavljena, razglašena, je bilo kar nekaj novinarskih konferenc in pa nekaj srečanj z novinarji, glede tega ni bilo več ne duha ne sluha. No in pred dnevi sem dobila uradni odgovor, da je bila kazenska ovadba v celoti zavržena, ker je pristojni organ ugotovil, da ne gre za kazniva dejanja. Poudariti moram, da sem glede na vsebino ovadbe, o kateri sem pač lahko prebrala v medijih, pričakovala takšen rezultat in kot pravnica lahko na podlagi zapisanega ocenim, da je bila ta ovadba popolno pravno skropucalo in je razgalila avtorja ovadbe kot popolnega pravnega analfabeta. Naj tukaj še poudarim, da je opozicija v tem mandatu proti meni osebno večkrat poskušala po pravni poti izpodbijati moje odločitve in vsi postopki pred vsemi organi, ki jih je sprožila, so bili izgubljeni. Pri ovadbi, o kateri sem govorila, seveda ne gre samo za neznanje in poskuse pritiska na posameznika. Gre za sistematično razvrednotenje pravnih instrumentov, torej tukaj še posebej poudarjam, da gre za kazensko pravni instrument, resen instrument, ki ga je treba resno jemati, in razvrednotenje institucij pravne države, kar opozicija pravzaprav dela že več mandatov. In to z enim ciljem, da bi lahko vladali mimo zakonov in da bi s tem, da bi, ko bi na volitvah dobili večino, da bi vladali mimo zakonov. Gre torej za načrtno vzpostavljanje temeljev morebitne diktature. V to sem trdno prepričana. Kajti, ko se delamo norca iz pravnih institutov, ko je pravo razvrednoteno, ko je pravosodna veja oblasti razglaševana za krivosodje ali pa celo mafijo, si lahko vsak posameznik z avtokratskimi težnjami privošči vse. Tak razvoj dogodkov lahko opazujemo v nekaterih drugih državah v današnjem času. Pravo in neodvisna veja oblasti, sodstvo, sta ključna dela demokratične družbe. Ko se zlorabljajo pravni instrumenti in ko se poskuša diskreditirati sodno vejo oblasti, gre za neposreden napad na demokratično ureditev države. Poudarjam, Državni zbor deluje zakonito, deluje pravilno in deluje tudi učinkovito. In tako bo deloval tudi v prihodnje, vse dokler bom predsednica Državnega zbora. Ključna razlika med sedanjim mandatom in pa prejšnjimi mandati pa je v tem, da smo odločno onemogočili vse pogostejše zlorabe poslovniških pravil in tudi zakonov, ki so jih opozicijski poslanci poskušali dosegati za svoje cilje. Kriva ovadba je kaznivo dejanje. Zakon mi nalaga, da ga kot državljanka naznanim. Vam pa povem, da se s temi zavržnimi dejanji res ne želim podrobno ukvarjati, ker se želim do konca mandata intenzivno posvetiti tistim projektom, ki bodo prinesli konkretne koristi in izboljšali kakovost življenja naših državljank in državljanov. In sedaj, od vseh opozicijskih poslancev, posamezno, vsakega posebej, ki so podpisali krivo ovadbo,
ker krivo ovadbo poda posameznik, ne poslanska skupina. Torej od vseh poimensko navedenih in podpisanih pričakujem in zahtevam javno opravičilo, ampak ne meni, zahtevam javno opravičilo vsem državljankam in državljanom zaradi zavestnega zlorabljanja pravnih instrumentov. Pričakujem, da se bodo vsi podpisani opravičili za to, kar so storili. Najlepša hvala.